Gledalke in gledalci, dobro večer in dobrodošli v športni sceni. Predvsej neoriginalnih in pesimističnih napovedi smo že danes slišali v stilu konec poletja, konec dopusta, konec vikenda, no redakcija športne scene je spočita in z veseljem pričakujemo novo sezono. Torej, nekaj novosti v naši oddaji je že, nekaj jih lahko na prvi pogled že takoj opazite. Imamo tudi nekaj vsebinskih premikov, bi lahko rekli, v naši oddaji, pa vendarle skušali bomo biti vedno tam, kjer so športno ambiciozni, drzni in uspešni, pristrani in prevzetni, pa vendarle bomo poročali na nepristranski način, neprevzetno in na nam lasten način, upam. Torej, nekaj novosti, ampak podrobneje o današnji vsebini. Napovednik. Michael Schumacher v veličastnem slogu pometel s tekmeci na veliki nagradi Belgije. Boj za končno drugo mesto zaenkrat dobiva njegov moštveni kolega Barrichello. Govorili bomo o nogometni reprezentanci pred kvalifikacijami za Evropsko prvenstvo. Spremljali smo pa polderbi kroga med rivaloma Muro in Mariborom. Veliko navijačev pa vendarle ne toliko problemov kot na reprezentančni tekmi Italija-Slovenija, a pogledi so različni. Ko sem sam opazoval tekmo, moram reči, da sem si samo nekaj rekel. Škoda, da nismo pred 50 leti tako ostri bili, ker bi bil Trst danes verjetno naš. Pogovarjali smo se z Robertom Prosinečkim, ki se je v Vega Olimpiji odlično znašel. Tudi Zmago Sagadin pravi, da se ima v beograjski Crveni zvezdi lepo in čaka, da se začne zares. No, tudi mi smo že čisto nestrpni, da res začnemo zaresno. Kar se tiče Sagadina, govori se tudi, da že ima v Beogradu nekaj nasprotnikov, ampak o tem več kasneje. Omenila sem že nekaj novosti v današnji oddaji in sicer v naših jesenskih oddajah. Imeli bomo tako imenovane posebne ankete, v katerih bomo skušali dobiti odzive športnikov na aktualna družbeno-politična kulturna dogajanja. Ampak, kot že rečeno, o tem več kasneje. Na vrsti je Formula 1, 14. dirka v letošnji sezoni in si morate misliti, še 10. letos je zmagal Michael Schumacher. Tisti, ki ste gledali neposredni prenos dirke, veste zakaj, vsi ostali pa si boste lahko osvežili spomin prav zdaj v naslednjih nekaj minutah. Torej. Za Ferrari je bil ključnega pomena že štart. Michael Schumacher je bil najhitrejši. Rubens Barrichello je zadržal Kimija Raikkonena, McLaren, in Juan Pablo Montoya, Williams, je po notranjem robu La Sursa švignil mimo nekaterih pred seboj. Že po nekaj krogih je Kolumbijec ugnal še Raikkonena in se znašel na 3. mestu, kar je bilo tokrat, če nisi sedel v Ferrariju, vredno kot zmaga. Michael Schumacher je ob 2 postankih do konca dirke v oblačnem in hladnem Spaju križaril do 10. letošnje zmage, novega rekorda, in bil kljub osamljenosti v vodstvu nad dirko navdušen. We had a very good weekend altogether, but you never know what is going to happen in the race with temperature and so on, with different tires. Then we managed a very good start where Rubens and myself, we immediately went up front, and that was basically the decision for the race, where we could drive our own pace. Je že vedel, da bo imela nedelja le 15 stopinj, ker so bile mehkejše gume boljša rešitev, česar se je Rubens Barrichello s tršimi zavedel že po nekaj krogih. Nemcu ni mogel slediti. I had a lot of trouble this morning with the setup, so I was a little bit in the dark for the race, and I had a little bit too many blisters on the tire, but altogether I think from where I started on Friday with the small problems on setup and everything, I think it has been a good weekend. Pomoči iz boksov tokrat ni pričakoval, saj je bil Schumi ves konec tedna hitrejši tekmec in tudi novi 2 točki prednosti v boju za naslov podprvaka so lep dosežek, se je tolažil Brazilec, ki je na zahtevni 7-kilometrski stezi v gozdnatih Ardenih dobil še eno lekcijo, saj je Schumacher, če in ko je hotel, dirkal kar sekundo na krog hitreje. Za 3. mesto je bilo več kandidatov. Sprva je imel najboljše karte Finec, Kimi Raikkonen, McLaren, a že po prvem ovinku je bil 3., po nekaj krogih 4., po postankih v boksih 5. in po 3/4 dirke ustavljen ob stezi brez uporabnega motorja. Nasprotno se je iz kroga v krog dvigovala forma Juanu Pablu Montoyi. S 5. štartnega mesta je prišel kmalu do 3. in tudi agresivni David Coulthard v McLarenu ga v zadnjih krogih dirke ni spravil iz ritma. I think it was a pretty hard race. I think especially with Kim at the beginning.
We pitted the first lap, at the same time, and when we pitted, I think it put a lot more fuel in to go longer. But after that, I never saw him again. Then was the fight with David to the end. Dolge ravnine in obremenitve motorjev pa so zahtevale velik motorni davek. Ob Raikkonenu so z veliko belega dima ob stezi parkirali še Felipe Massa, Sauber Ferrari ter dva dirkača s Hondinimi desetvaljniki. Najprej spektakularno z veliko ognja Giancarlo Fisichella, Jordan, nato še Olivier Panis, Bar. Tako je do 5. mesta ob koncu dirke prišel osmoljeni Ralf Schumacher v drugem Williamsu, novo točko pa je po dolgem času, po prvi dirki v Melbourneu, dobil Jaguar. Eddie Irvine je bil 6. No in ko smo že pri točkah, poglejmo zdaj, kaj to po 14 dirkah pomeni na lestvici med vozniki. Že nekaj časa je jasno, da je Michael Schumacher v letošnjem prvenstvu Formule 1 ta glavni frajer. Kako tudi ne 14 dirk, 10 zmag in seveda 122 točk. Enkrat več, oziroma veliko več kot enkrat več prednosti pred moštvenim kolegom Barrichelom, potem pa dva Williamsovca, Montoya, Schumacher in dva McLarena, Coulthard in Raikkonen. No in zdaj se selimo še enkrat v živo v Belgijo na Spa-Francorchamps in pozdrav Miranu Ališiču. Miran, živijo. Ja, lep pozdrav in dobrodošli vsi gledalci športne scene, zdaj že zatemnjenega, gozdnega Spa-Francorchampa, kjer zadnji delavci še pospravljajo opremo na dirkališču in se selijo v tovarne oziroma na naslednjo dirko in še prej na testiranje v Monco. No, velika nagrada Belgije, Miran, velja za nekakšno klasiko med formulaši in v tem cirkusu Formule 1 med dirkami. Michael Schumacher je tu zmagal pred 10 leti prvič. Letos mu je to že 10. zmaga. Že prej sem omenila, da je ta trenutek res glavni frajer v Formuli 1. Lov na rekorde, kateri so mu še ostali? Kaj še lahko letos doseže? Ja, ne vem, če je glavni frajer, s tem se verjetno večina deklet ne bi strinjala, je pa vsekakor najboljši dirkač, kar potrjuje tudi njegova statistika. Kot si že omenila, letošnjih 10 zmag je res fantastičen rekord s tem, da ima na voljo še 3 dirke in kakor je motiviran, kakor je danes vozil, kot bi šlo za vsak meter na stezi, kot bi bila vsaka desetinka sekunde pomembna in ni videti, da bi ga tudi na naslednjih dirkah, ki so v Monci, Indianapolisu in Suzuki, še kdo lahko premagal, kajti to so tudi zelo hitre, zelo zahtevne steze, v bistvu v svojih karakteristikah, na nek način tudi precej podobne teli tu v Spaju. No, sem zdaj takoj navezala na frajerje in to, kar sem mislila, namreč znan angleški rek pravi the second one is the first loser, torej drugovrščen je največji poraženec. Recimo Irvine je zanimivo komentiral, da boj za drugo mesto v Formuli 1 ne pomeni ničesar. Kaj praviš ti? Ja, res je, da boj za drugo mesto v Formuli 1 ne pomeni ničesar, vendar prav danes sem bral zanimiv intervju o nemškem nedeljskem dnevniku Welt am Sonntag, kjer je vodilni mož koncerna Volkswagen, Pichesrieder, ki je tam zamenjal Piecha, ob vprašanju, kdaj in če se bo tudi Audi oziroma Volkswagen priključil karavani Formule 1, dejal, da vsaj dokler bo on na čelu koncerna nikdar. Kajti v Formule 1 lahko zmaga samo eden, vsi ostali vlagajo enako veliko denarja, enako veliko energije, vendar so lahko na koncu dneva samo poraženci. Kaj sem hotel s tem povedati? V Formuli 1 na nek način vendarle velja, da zmaguje lahko samo eden. Tisti, ki ima najboljšo tehnologijo, najboljši paket, najboljšega dirkača, najboljši dirkalnik in tudi najboljšo taktiko na koncu na dirkah. In vse to je Ferrari v zadnjih letih svojo ekipo, inženirjev, Rossa Brauna kot tehničnega šefa, Michaela Schumacherja kot vodilnega dirkača in osrednje figure tega paketa, Jeana Tota kot inženirja strukture ekipe dosegel in zdaj žanjejo pravzaprav sadove tega trdega dela v zadnjih 6-7 letih. Vse to, se moramo zavedati, ni prišlo čez noč. Vsi ostali so pač zdaj v nekoliko bolj podrejenem položaju, vendar prepričan sem, da se bo to kolo sreče in uspeha v Formuli 1 že, če ne prihodnje leto, pa vsaj v srednjeročni prihodnosti obrnilo in da bomo na vrhu spet videli nekoga drugega. Res pa je, Nataša, da je v Formuli 1 v zadnjih 15 letih že bilo tako, da so na vrhu kraljevali trije, Williams, McLaren in zdaj v zadnjih letih Ferrari, in da so vsi ostali le sem ter tja kdaj pokukali iz povprečja. Če bo to zdaj z vstopom velikih avtomobilskih koncernov, ki vlagajo veliko denarja v ta šport, kaj drugače, pa je seveda vprašanje, ki ga puščamo za prihodnje.
No, to dirko, veliko nagrado Belgije, imajo dirkači zelo radi, vedno je zelo zanimiva, vreme nepredvidljivo, pa vendarle so kar precej glasne govorice in verjetno tudi res kaj na tem, da utegne biti to tudi zadnja dirka. Namreč nov tobačni zakon je v pripravi, kar pomeni, da veliki oglaševalci ne bodo smeli biti več zraven v takšni obliki, kot so bili, kar verjetno za Brnija ni več tako zelo zanimivo. No, naj začnem tudi ta odgovor z anekdoto, prav danes večer iz hotela tu v Malmediju, kjer smo večerjali s kolegi in so potem kolegi, ki v hotelu tudi stanujejo, hoteli rezervirati sobe tudi za prihodnje leto, pa jih je lastnik hotela pobaral in dejal, kaj boste rezervirali, saj prihodnje leto dirke ne bo več. Kje tiči vas problem? Namreč 1. avgusta prihodnje leto naj bi v Belgiji začel veljati zelo strog tobačni zakon, verjetno še vedno ne tako zelo strog, kot je pri nas, pa vendarle za razmere v Evropski uniji zelo strog, ki naj bi prepovedoval vsakršno tobačno reklamiranje tudi v Formuli 1. Do zdaj je bila belgijska vlada v svojih odločitvah zelo trdna, da te odločitve ne bo več spremenila. Bernie Ecclestone je v petek dejal, če belgijska vlada odločitve ne bo spremenila, dirke že prihodnje leto ne bo več, morda jo lahko prihodnje leto še zamenjamo v koledarju z neko drugo dirko, da bo dirka pred 1. avgustom, potem pa velike nagrade Belgije ne bo več. Na to so se že oglasili tudi nekateri dirkači. Danes po dirki še enkrat Michael Schumacher, ki je rekel, da hodi že 12 let sem dirkat v Belgijo, da je skoraj da vsako leto zaradi nekakšnega nerazumljivega razloga dirka pod vprašanjem, da visi, da je prihodnost negotova in da verjame, da se bodo vsi akterji te afere pogodili okrog tega, da bi bila dirka tudi v prihodnje tu še. No in s tem je povezano samo še nekaj malega, namreč to je zelo siromašna regija v Belgiji, ki si zelo prizadeva za to dirko, kajti to je edini velik ekonomski dogodek v tem delu Belgije in mislim, da bo prav v Belgiji še veliko govora na to temo in da verjamem, da bomo veliko nagrado Belgije na tej prekrasni stezi videvali tudi v prihodnjih letih. Miran, da je na kratko, za konec še beseda dve o čeladi Kimija Raikkonena. Naj povem, gledalci in gledalke, podaril nam jo je dirkač Formule 1. Tisti, ki spremljate, veste, da je bil drugi v kvalifikacijah oziroma v uradnem treningu za veliko nagrado Belgije, odpadel je potem danes med dirko, sicer je 6. skupno na lestvici. Podaril nam je čelado, ki jo bomo preko športne scene prodajali in jo imate možnost dobiti tudi vi. To bo 22. tega meseca, seveda. Miran, imaš ti še kakšno informacijo več o vsem tem? No, pravzaprav ne, gre za dobrodelno akcijo, ki jo bomo izvedli ob koncu septembra, o tem bomo seveda tudi v naslednjih oddajah povedali še kaj več. Predvsem pa gre za dobro gesto, za dobro delo. Kot verjetno naši gledalci vedo, smo na podoben način prodali že zmagoviti kombinezon Michaela Schumacherja iz Buenos Airesa leta 1997 s Ferrarijem, pa rokavice Mike Häkkinena, zdaj že upokojenega dirkača. No, tudi Kimi Raikkonen se je na nek način priključil tej akciji, svojo podpisano čelado sodeluje v tem. Zanimivo je, da nasploh Formula 1 mnogokrat sodeluje v podobnih akcijah dobrodelnih, tudi tokrat so se dirkači na posebne zadeve za otroke podpisali, prav vseh 20 dirkačev je to storilo in to bodo spet prodali in potem v dobrodelne namene vsa Formula 1 skupaj s tem zaslužili nekaj denarja in ga podelili predvsem bolnim otrokom in v te namene mislim, da se bomo tudi mi odločili podariti izkupiček od te Raikkonenove čelade. Morda pa nas Raikkonen preseneti in na dirki v Monci celo zmaga in potem seveda tudi dvigne vrednost. To bi bilo res dobro, dvignil bi ceno. In še bolj zanimivo bi bilo, Miran Ališič, najlepša hvala za te informacije iz Belgije, srečno pot domov. Hvala tudi vam. Torej, toliko od formule in za enkrat od čelade, seveda nadaljne informacije sledijo v vseh naših naslednjih oddajah. Zdaj pa tenis. Vsa elita je zbrana te dni v New Yorku na turnirju za Grand Slam v Flushing Meadowsu. Od velikih favoritov je prvi teden bil usoden za Marata Safina. Sicer naj povem še to, da so naše delno uspešno nastopale, dve sta se uvrstili v drugi krog, pa kasneje nista mogli naprej. Bomo več o tem z Gregorjem Šketom direktno iz New Yorka, najprej pa kratek povzetek prvega tedna. Prvi teden zadnjega teniškega Grand Slama v letošnji sezoni je predvsem v moški konkurenci prinesel že kar nekaj presenečenj.
Turnir je že moralo zapustiti nekaj velikih imen, kot so Carlos Moya, Evgenij Kafelnikov, zmagovalec Pariza Alberto Costa, včeraj pa se jim je pridružil še Rus Marat Safin, ki je izgubil s povratnikom na turu Brazilcem Gustavom Kuertnom. Ostali rezultati so bolj ali manj pričakovani. Prepričljivo je dvoboj tretjega kroga proti Paragvajcu Delgadu dobil Američan Andrea Agassi. V lepotici prvega tedna pa je branilec naslova in prvi nosilec Avstralec Lleyton Hewitt v 5 nizih ugnal odličnega Američana Jamesa Blakea. Yeah, I went out there with the same attitude that I've taken into Davis Cup matches, and I really felt that in my head I just got it in that I was playing for Australia out there. And that was, my whole mindset, as soon as I walked on the court. V ženski konkurenci je vse v znamenju prevlade ameriških igralk. Sestri Williams, Jennifer Capriati, Lindsay Davenport in Monica Seles so v dosedanjih dvobojih svoje delo opravile z odliko. Med njimi je še najmanj zadovoljna Monica Seles, ki je za zmago proti Korejki Jong Chojevi potrebovala 3 nize. Coming in I didn't have as much preparation, so maybe I'm definitely not playing as well as I would have liked to, but Monday it's a new ball game and it's a different level of a match you have to play. Šele drugi teden bo prinesel odgovor na vprašanje, kdo sploh lahko zaustavi zmagoviti pohod ameriških igralk, ki so zaradi nastopa na domačih tleh vedno še dodatno motivirane. Na kdo jih lahko ustavi? Tu bova nadaljevala z našim poročevalcem Gregorjem Šketom, ki se nam javlja iz New Yorka. Gregor, pozdrav tudi tebi. Lep pozdrav, Ljubljano. Primerno v Belgiji je bilo vse že temno, zaključevali so z dnevom v New Yorku, pa se pravkar začenja ali še vedno odlog zaradi dežja? Tudi v New Yorku ni preveč svetlo, namreč že ves dan je zelo oblačno, zdaj se majhen svetlika, tako da bodo verjetno v roku 1 ure z približno 6 do 7 urno zamudo vendarle začeli z dvoboji. Povej mi, Grega, spremljaš dvoboje, kdo lahko ustavi Američanke? Res izjemni paket letos na US Openu. Ja, Američanke dejansko vladajo ženskemu tenisu, med najboljšo 16-terico letošnjega US Opena se jih je uvrstilo kar 7. Vseeno pa se nikakor ne moremo znebiti vtisa, da odkar sta Serena in Venus Williams prevzeli prvi 2 mesti ženske računalniške lestvice, damski tenis postaja vse preveč predvidljiv. Na 3 izmed zadnjih 4 turnirjev za Grand Slam sta temnopolti gazeli igrali v finalu, ostale zvezdnice pa so le statistke v Williams showu. Presenečeni bomo, če jo tudi v Flushing Meadowsu ne bo tako. Aha, se pravi, Serena Williams največ stavijo na njiju. Kaj pa moški? Ameriški del mogoče najprej? Za razliko od prvih 3 Grand Slam turnirjev letošnje sezone, ko so favoriti dejansko padali kot domine, se je v New Yorku zgodilo razmeroma malo presenečen. Mogoče presenečen je poraz Španca Carlosa Moye, ki je v zadnjih tednih igral zelo dobro, ter pa posebnih presenečenj ni bilo. V zgornjem delu turnirske razpredelnice Avstralec Lleyton Hewitt v bistvu ne bi smel imeti težjega dela na poti do sobotnega polfinala. Za njegovega glavnega nasprotnika pa sta najresnejša kandidata Andrea Agassi ali pa morda Švicar Roger Federer. Precej bolj napeto bo v spodnjem delu, kjer je spet zelo dobro igro prikazal 4-kratni zmagovalec Pete Sampras, ki ga že danes čaka naporen spopad z Gregom Roseckim. Zelo borbeno je razpoložen tudi Tommy Haas, z lahkoto zmaguje Andy Roddick, vrni se Gustavo Kirten. Skratka, obeta se izredno zanimivi napet drugi teden turnirja. Mogoče na kratko še naše. V drugi krog sta se uspeli uvrstiti 2, Pisnik, Srebotnik, naprej pa še vedno ne. Izmed Slovenk je največ prikazala Katarina Srebotnik, ki je letos poleti igrala kar precej dobro. Njena igra je dejansko na zelo visokem nivoju, vendar pa bi morda že čas, da bi Katarina na največjih turnirjih dobro formo pretopila tudi v kakšno zmago proti kateri izmed slavnejših tekmic. Tina Pisnik se je na stadionu Arturja Asha tukaj dobro znašla v zanjo novih razmerah, solidno se je upirala Američanki Jennifer Capriati. Maja Matevžič pa je med posameznicami sicer izpadla že v prvem krogu, izgubila je proti Francozini Nathalie Deschina. V konkurenci dvojic pa ostaja v igri in sicer skupaj z Francozino Caroline Denan bosta jutri igrali v osmini finala. Povej mi tole.
čakata pa še na imena svojih nasprotnic. No, danes smo lahko prebrali slabo novico za Sereno Williams, bi lahko rekli, in za ostale ljubitelje tenisa. Namreč aretirali so njenega nadlegovalca. Gre za mladega Nemca, ki je bil za petami že vse od, mislim, da odprtega prvenstva Avstralije. Je kaj novega v zvezi s tem? Tako je, newyorška policija dejansko včeraj aretirala 34-letnega Nemca Albrechta Strohmayerja po imenu, ki Američanki sledi že od lanskega septembra. Za njo potuje po turnirjih po svetu in pošilja ljubezenska pisma, jo kliče po telefonu. No, zanimivo pa je, da je Strohmayer sin znanega nemškega psihiatra. Organizatorji največjih teniških turnirjev so v takšnih primerih še posebej previdni, saj se vsi še predobro spominjajo Ginterja Parča, ki je pred leti v Hamburgu izvedel zelo glasni atentat na Moniko Seles. Gregor, se pravi, verjetno je tudi odveč poudarjati, da je varnost toliko večja na odprtem prvenstvu Združenih držav, še zlasti po lanskem 11. septembru. Zmanjkuje nama časa, torej zaenkrat hvala, sicer po športnih 24 ur nadaljujemo z zgodbami iz Flushing Meadowsa. Grega, hvala. Lepo zdrav, Ljubljano. Oddajo pa nadaljujemo s tako imenovanim vročim vprašanjem, nekakšno novostjo v športni sceni. Namreč na aktualna politična, zunanja ali notranja politična dogajanja, družbena, kulturna, bomo skušali dobiti tudi odziv športnikov. Vemo, tokrat se bomo spustili v pivovarsko vojno, kot jo priljubljeno lahko imenuje, oziroma jo imenujemo novinarji, torej vojno med Unionom in Laškim. Kakšno je mnenje športnikov, nas zanima predvsem tudi zaradi tega, ker sta obe omenjeni podjetji zelo pomembna sponzorja številnih prireditev po Sloveniji. Torej, poglejmo, kakšen je utrip med športniki in trenerji. Ja, mislim, da bi bilo dobro, da bi vse to ostalo na domačih tleh, da ne bi to šlo v tuje roke, kajti kljub vse tej pivovarski vojni in bi bilo dobro, da vse to ostane tu in rivalstvo ne ostane na igrišču, vse ostalo pa ne ostane doma. No, ne bom rekel v vsakem primeru, ampak mogoče tu bolj prisotna želja naj bi bila v domačih rokah, kajti sigurno so pivovarne izjemne pomembnega pomena za samo državo oziroma za državljane. Sigurno je bilo dobro, po mojem mnenju, koliko se spozna na to, da ostane vse v slovenski lasti, se pravi v lasti Laščanov, zdaj pa koliko pa se finančno splača Unionu, pa sami vedo. Me prav zanima, kakšen posluh bodo imeli tujci, recimo, če postane Union Interbrew, kakšen posluh bodo imeli za sponzoriranje. To je mogoče že tema za kakšno od naših prihodnjih oddaj. Na vrsti je naslednji napovednik, potem oglasi in potem nogomet. Osrednji del oddaje bo v znamenju nogometa. Olimpija je v Robertu Prosinečkem, kot kaže, res dobila super okrepitev. Govorili bomo tudi o spornem navijanju v Trstu. Ko sem sam opazoval tekmo, moram reči, da sem si samo nekaj rekel. Škoda, da nismo pred 50 leti tako ostri bili, ker bi bil Trst danes verjetno naš. Prašnikarjeva reprezentanca pa se pripravlja na nov ciklus kvalifikacij za Evropsko prvenstvo. Zanimalo nas je tudi, kako se novih nalog v karieri loteva Zmago Sagadin pri Crveni zvezdi. Grem lahko zdaj jaz potuš? Samo še minutko. Lahko se zgodi, da se boste od zdaj naprej tuširali bolj pogosto. Z novo Nivea Aquasoft formulo se vaša koža po vsakem tuširanju počuti bolje. Nova generacija gelov za tuširanje Nivea z Aquasoft formulo. Geneti, utrip drugačnosti. Novo, Nivea mleko in vitamini, negovalni tušgel. Z velikim krompirčkom in veliko pijačo se kuponček dobi, ali pa kar dva, če vzameš super meni. Praski pa spraski si par in pol boš dobil od McDonald'sa dar. Krompirček, hamburger ali pa kornet, pijačo, mogoče tudi vegin paket.
Želite zaščititi vaše nepremičnine pred uničujočimi silami narave? Intrex Ljubljana vam z vrhunskimi PVC hidroizolacijami zatesni ravne strehe ter različne vodne akumulacije. Intrex. Vodo ustavimo na pravem mestu. Milo najbolje razgradi trdovratne madeže. Najdete ga v novi Avi. Z njo bo vaše perilo popolnoma čisto, tudi brez predpranja. Nova Ava, nebeško čisto. Za popestritev poletnih dni zaplujte z nami na najhitrejši ladji na Jadranu in si oglejte najlepše vodno mesto na svetu, Benetke. Ob tem pa spoznajte skrivnost delavnic muranskega stekla. Benetke so bližje kot kadarkoli. Organiziram otroške zabave, na katerih je moj kostum vedno zvezda. Otroci ga obožujejo. Tudi njihovi starši vidijo, da je vse v najlepšem redu, zato mi jih brez skrbi zaupajo v varstvo. Ob koncu zabave je moja obleka polna mastnih madežev. Prej sem za trdovratne madeže potrebovala odstranjevalec madežev ali belilo, sedaj pa je pranje enostavnejše in še boljše. Dodatno belilo in odstranjevalec madežev. Ariel z dolgimi zrnci in izboljšano močjo belila in odstranjevalca madežev odstrani sam večino trdovratnih madežev. Kaj pa vaš pralni prašek? Vse je pripravljeno za popolno zabavo. Ariel, preprosto, brezhibno čisto. Nove kolekcije jesen-zima, blagovnih znamk Pink Pink in Danca ter Murphy & Knight poskrbijo, da vas jesen ne prehiti in zima ulovi. 36 channels and nothing's off. That tunnel is an artery. The city is bleeding. It's all blocked in. There's no way out. Then again, miracles do happen. Akcija Svetloba v petek ob 20. Samo na Pop TV. Zajemite sapo. What do you see here? Bunker, sir. Bullshit. Talking about millions in Kuwaiti bullion. You take the Kuwaiti gold. You go now, please. I don't think so. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube. Hello? Honey, too. Troy! The wall just exploded. I thought the war was over, honey. Well, it isn't, Elizabeth. Filmski hit Trije kralji v soboto ob 20. na Pop TV. Spet smo skupaj, 7. krog Lige Simobil je na sporedu v športni sceni, torej čas za nogomet. Pridružil se mi je kolega Tomaž Klemenčič, veliki poznavalec nogometa, ne samo našega, ampak tudi tujega. Midva bova govorila danes predvsem o slovenski nogometni ligi. 7. krog je bil na sporedu. Tomaž, živijo, poglejva skupaj zdaj rezultate. Dobro večer, Nataša, hvala za komplimente. Poglejva zdaj torej rezultate 7. kroga Lige Simobil. Najprej na tekmo Vega Olimpija Publikum, to je tudi prva tekma, ki je bila odigrana že v petek, rekordnih, tu imaš 7000 gledalcev in prosinečki prava okrepitev, ne? Ja, vsekakor, presenetljivo dober obisk in prosinečki se je že kar na prvi tekmi pred domačim občinstvom izkazal in po njegovi akciji gol. Bova nekaj več o njem povedala še kasneje, torej z 1-0 je zmagala Vega Olimpija proti Publikumu, potem naslednja tekma Koper Dravograd. Največ golov je bilo na tej tekmi, Tomaž spremljal si jo tudi ti, 3-2, kot že rečeno, v Italijano je najprej zadev za domače 1-0, potem pa so kaj kmalu se prebudili tudi Dravogradčani. 11 metrovka, ne drobne, povratne. 1-1 drobne, ja, prvi polčas je bil relativno slab, no, v drugem pa so Koprčani nekako le dosegli
tiste gole, ki so jim na koncu prinesli 3 točke, odločil pa je Alfred Jermaniš, tule je bil gol, ki ga je dosegel z glavo. Potem v sodnikovem podaljšku so Dravograjčani po tej hudi napaki koprske obrambe izenačili. Tukaj je bilo 2-2. Zdaj pa pozor, ker naslednji gol je pa res kapo dol, bi rekla. Alfred Jermaniš, realizator in bomba v desni vratarjev kot. Super gol. Fantastičen strel koprskega veterana in nove 3 točke za Koprčane. In čisto v zadnjih sekundah je bilo to naslednja tekma, Relaks Korotan Rudar, 0-0, nič tako zanimivega kot na prejšnji tekmi. Primorje Gorica, 1-1, severno-primorski derbi, videl si ga, Tomaž, tudi ti. Ja, nekako tradicionalen derbi, v katerem sta se moštvi po dolgem času razšli z neodločenim izidom. Goričani so bili nekako boljši, imeli so več od igre, svoje priložnosti pa so imeli seveda tudi nogometaši Primorja, na koncu je bilo 1-1 kar nekako zasluženo. Goričani ostajajo neporaženi, edino moštvo po 7 krogih, ki ostaja neporaženo. Naslednja tekma Era Šmartno Ljubljana, 2-2. Kazalo je že, da bodo Ljubljančani vknjižili prve točke, vodili so z 0-2, potem pa samo 1. In Mura Maribor Pivovarna Laško prav tako brez golov. No, to tekmo smo izbrali za Popov derbi kroga, Popovo tekmo kroga, spremljal pa jo je Aleš Tihec. V Murski Soboti sta se srečala kluba, ki imata letos veliko skupnega. Oba se ubadata številnimi notranjimi težavami ter slabim štartom v novo prvenstvo. Mariborčani so bili pred obračunom na slabem 6. mestu, Muraši pa celo na predzadnjem. Sigurno, ko sem zadovoljen v stanju v nogometni klub Mure. Zakaj ne? Zato, ker uprava mleko malo več napravila za igralce, pa za navijače. Mislim, da niso pravi ljudje na pravem mestu, ne? Pa denar ne naredi vse, ne? Kljub slabim rezultatom obeh ekip si je na Fazaneriji spopad Prekmurcev in Štajercev ogledalo več kot 4000 gledalcev, ki so v prvem polčasu videli borbeno tekmo brez izrazitih priložnosti. Po zadetku so dišali le prodor Rakoviča v 30. minuti, vendar je nato Đuranović grdo zgrešil. Strel Vršiča 10 minut kasneje, izkazal se je Murko, ter akcija domačinov iz 43. minute, ko je mariborski vratar, ki je sicer branil odlično, zaplaval v prazno. Tako so za največje razburjenje v prvem delu igre poskrbeli navijači. Na tribunah so se najprej besedno, malce pred odmorom pa še s kamenjem ter celo sedeži spopadli Black Ringosi, mimogrede danes so praznovali 11. obletnico delovanja ter Viole. Posredovati je morala policija, ki je neuradno zaprla nekaj predstavnikov obeh navijaških skupin. Bi pa rekel, glede policajev tam, čez, ko so bili. Viole so metale gor kamenje in oni so stopili pred naše na severni tribuni na mesto, da bi preprečili tam Violam, da bi kamenje metali. Potem pa bo spet dobil nogometni klub Mura denarno kazen, Viole pa nagrado. Do drugega polčasa so se stvari umirile, Muraši pa so v prvih 25 minutah nadaljevanja popolnoma nadigrali aktualne prvake. V tem obdobju igre so črno-beli prav tekmovali, kdo bo zapravil lepšo priložnost. Najbližje golu so bili v 46. minuti, ko je žoga po predložku z desne strani končala v vratnici. Zgleda, to je naša, ne vem, rak rana, ne damo golov in zato pač ni potrebnih točk za nas. To se nam že dogaja par tekem nazaj, da malo pridemo k sebi, že 15 minuta teče in kot ste videli, danes se je to zgodilo. Prekmurci so bili za neučinkovitost skoraj kaznovani v 78. minuti. Rakovič je odlično izvedel prosti strel ter zadel vratnico. Do konca tekme so bili domačini bliže uspehu, toda gola gledalci niso videli. Kot že na vseh prejšnjih tekmah igramo dobro in ne moremo zadeti in upam, da bo v naslednjih tekmah boljše. Mislim, da je bila tekma z obe strani odprta, zelo dobra. Bilo je priložnosti na obe straneh, trda tekma. Na koncu, ko pogledaš, mislim, da je rezultat pravičen. Škoda, ker ni bilo gola, ampak 0-0 pika v gosteh, gremo dalje. Kljub temu, da prvenstvenih tekem prihodnji vikend ne bo, se bo, kot kaže v Muri, dogajalo veliko zanimivega. Kar se pa tiče našega nadaljnega delovanja v NK Mura, pa sigurno, da bomo morali najti trenerja. Kar se pa igralskega kadra tiče, pa verjetno, da se bomo enemu tujcu morali odpovedati, ker 4 pač ne prenesemo. In verjetno bomo tudi kakšne igralce iz okoliških klubov potegnili v naše vrste. Na drugi strani bo selektorja Prašnikarja pri Violi častih nadomestil pomočnik Matjaž Kek. Čaka ga težko delo, saj so Mariborčani le bleda senca šampionske ekipe. No in Tomaž, povej mi, kaj se dogaja z Muro? Predzadnja in kaj se dogaja z Mariborčani na 6. mestu, vsega v 7 krogih, samo 2 zmagi? Ja, kdo bi vedel, kaj se dogaja, to bodo najbolje vedeli tisti, ki so v klubih. Nekako se zdi, da so pri Muri
povsem izgubili kompas, zamenjali so nekako trenerja, ki je zdaj na bolniškem dopustu, tekme vodi njegov pomočnik Slobodan Đurić, nenavadna zadeva. Pri Mariboru pa se očitno pozna, da je selektor Bojan Prašnikar in da ima nekoliko manj časa verjetno za delo s svojimi nogometaši in pač v tem primeru pač klub nekoliko trpi. Za reprezentanco se lahko v tem pogledu veselimo. Zaenkrat po tem rezultatu, ki smo ga dosegli v Trstu, je to vsekakor klubu pa verjetno pozitivno. niso prav zadovoljni. No, poglejva skupaj lestvico po 7. krogu. Na vrhu je torej Koper, ki je 5-krat zmagal, zabeležil 1 remi in 1 poraz. Na drugem mestu pa že Vega Olimpija, ki vztrajno napreduje. Pred Dravogradom na 4. je Gorica, Primorje in prvo šesterico zaključuje Maribor Pivovarna Laško. V drugem delu pa najprej Rudar, potem Era Šmartno, CMC Publikum in Relax Korotan ter kot že rečeno Mura in Ljubljana. Tomaž, po prvih 7 krogih kaj lahko sploh povemo ali pa 7. krog, kaj nam je prinesel gledalcem? Kakšne presenetljive? Recimo, neka generalna ocena moja osebna bi bila ta, da se gledalci vračajo na stadione, kar se mi zdi zelo, zelo pozitivno. Na stadione ali na en stadion? Ne, na stadione. Tudi v Murski Sobodi smo zdaj videli recimo 4000 gledalcev, tudi na ostalih stadionih jih je precej, recimo v prvem kolu v Celju jih je bilo tudi rekordno število. Gledalci se nekako vračajo, se mi zdi. Druga stvar, ki pa me veseli v zvezi s Slovensko ligo, je ta, da nekateri klubi, da so odstopili od tiste kalkulantske igre, ki smo jo gledali lahko v prejšnjih prvenstvih, v tem pogledu nekako najbolj odstopa recimo Olimpija, tukaj pa je potem nekako sledi tudi zelo dobro Rudar iz Velenja, pa Dravograd recimo, po tem, kar sem lahko v teh prvih 7 kolih spremljal. Poglej, Koper je na vrhu, ampak mnogi pravijo, da ta igra ni vse skupaj nič. Ja, kaj se tebi zdi? To je zdaj tako. Najverjetneje imajo v Kopru, glede na velike vložke, tudi velike želje. Nekako so skozi pod pritiskom, ves čas so pod pritiskom, da morajo na vsaki tekmi zmagati in osvojiti 3 točke in verjetno tudi zaradi tega igralci igrajo nekako v krču. Vsekakor pričakovati je, da se bo Koper nekako poboljšal, kajti s tako igro dvomim, da bi lahko ostal do konca na prvem mestu prvenstvene razpredelnice. Torej, Koper je prvi, ampak najbolj vroče ime ali pa prva ekipa, vsaj sodeč po odzivih v javnosti med gledalci, potem kako napolnijo svoj stadion, pa pred začetkom nismo verjeli, ampak Olimpija. Tisto, kar so novi ljudje, ki so prišli v klub, obljubljali, okrepitve, gledalce za Bežigrad, to se je v bistvu dejansko zgodilo, čeprav je bilo mnogo skeptikov. Dejstvo je, da je bila Ljubljana že nekaj časa lačna dobrega nogometa. Zdaj lahko rečemo, da v Ljubljani gledamo dober nogomet, čeprav je Olimpija šele v petek zabeležila prvo zmago na domačem igrišču. Vseeno pa je brezkompromisna taktika, ki jo je zastavil Brane Oblak na stadion za Bežigradom, pa ne samo na stadion za Bežigradom, tudi na vseh gostovanjih zdaj pritegnila že veliko število gledalcev in to je tisto, kar navdušuje. Dejstvo pa je tudi, da pri Olimpiji še nekaj stvari ni tako, kot bi moralo biti, predvsem šepa realizacija, no, ki se bo to izboljšalo, potem se mi zdi, da je Olimpija zelo, zelo resen kandidat za naslov prvaka. Samo še za kratko, tam prosila za en komentar. Za Slovensko ligo so kakšni trenerji govorili, da nima dobrih igralcev za reprezentanco, recimo Srečko Katanec bo en tak. Spet drugi, da v Slovenski ligi imamo dobre gledalce. Ampak kaj pomeni to, da recimo Prosinečki pride, sicer super igralec, super zgodovina, ampak pride z, ne vem, 5 treningi in je tako rekoč daleč najboljši pred vsemi. Kaj to pomeni, da je Slovenska liga slaba, vendarle, ali da je... Ne bi se strinjal s tradicijo, da je daleč najboljši pred vsemi, vendar dejstvo je, da ima Prosinečki ogromno nogometnega znanja, ki ga lahko s temi svojimi 5 treningi oziroma 6 treningi in 2 prvenstvenima tekmama očitno zelo dobro prodaja oziroma ga lahko trži na nek način. Ne bi se tudi strinjal, oziroma to je tako pač, nekateri pač menijo, da je Slovenska liga oziroma da so nogometaši, ki igrajo v njej slabi, drugi pač ne. To je pač stvar vsakega posameznika. Sam menim, da je v njej nekaj zelo dobrih posameznikov, ki si vsekakor zaslužijo tudi priložnost za igrati na kakšnih tujih nogometnih terenih. Tomaž, hvala. No in v naslednjih minutah bomo govorili prav o Robertu Prosinečkem. Verjetno najboljšemu nogometašu, neverjetno sigurno najboljšemu nogometašu, ki je kdajkoli igral na slovenskih nogometnih zelenicah. Z njim se je pogovarjal Tomaž Klemenčič. V letošnji sezoni lahko za Bežigradom spremljamo pravi nogometni preporod. Po dolgih letih tavanja v temi so se na tribune razpadajoče Plečnikove mojstrovine začeli vračati gledalci. Petkov obračun s celjskim CMC Publikumom jih je pritegnil še zaradi posebnega razloga.
Prvič so lahko na domačem igrišču na delu videli velemojstra nogometa svetovnega formata Roberta Prosinečkega. Pa dobro, može vidjeti, sigurno je došlo dosta gledalca vidjeti moju prvu utakmicu ovdje, poslije jedne dobre utakmice u Velenju, jel? Rekao bi samo da je danas bilo fantastičan ambijent u Ljubljani, jel? To je očekivali, to smo čekali, jel? Mislim da je Ljubljana to čekala da bude jedan pravi ambijent, što je danas i bio, jel? Mislim da sigurno da nam treba to da bi nešto napravili, da bi bili samim vrhu ili osvojili prvenstvo. Že na prvi uradni tekmi Olimpije v Velenju proti Rudarju je 33-letni nekdanji nogometaš Crvene zvezde, madridskega Reala, Barcelone in še nekaterih uglednih evropskih klubov demonstriral svoje vrhunsko znanje. Še posebej gol za zmago iz prostega strela je bil navdušujoč. Vježba, jel, imam taj udarac izražen dosta i dobro sjela mi. Prvo u prečku sam pogodio, drugi je bio lijep gol, jel, mislim da su to tako, u datom trenutku nisam ništa puno razmišljao, samo sam se koncentrirao da šutneš dobro i ako uđe, jer mislim da sam imao dobar udarac i da je na kraju ušlo, to je najvažnije, taj gol je nekakav za pobjedu, jel, onda mi je još draži, jel, bez daljnjega. Svojim bogatim nogometnim znanjem izstopa od ostalih. Jaz sem to vse pričakoval, zato sem bil tudi zato, da pride in nič me ne preseneča, naša ekipa ni imela liderja, zdaj ga imamo. V brezkompromisni taktični postavitvi Braneta Oblaka, v kateri je visoka stopnja tveganja, lahko s svojimi izkušnjami veliko pripomore še k boljši, predvsem pa k učinkovitejši in uspešnejši igri. Mislim da treba biti zadovoljni, ja mislim da je to jedna mlada ekipa, da ima još puno da nauči još puno toga u rezervi, jel, kako bi ja rekao, mislim da smo danas dosta igrali u grču, što mislim da možemo puno poboljšati i to je najvažnije kad igraš i dosta slabo pobjediš, to je najvažnije za nas sve i to očekujemo tak i dalje, jel. V 180 prvenstvenih minutah na slovenskih igriščih je Prosinečki pred tednom dni spoznal Velenčane in v petek še Celjane, na račun katerih je bilo iz njegovih ust veliko pohval. Mislim da su odigrali jednu odličnu utakmicu, čak u jednoj situaciji bili bolji od Olimpije, ali tako i u nogometu. Mislim da smo iskoristili naše šanse, tu jednu šansu ili neku polu šansu i pobjedili, jel, neki kiks obrane i tako da u sve u svemu sigurno da je jedna dosta ovako teška liga, da to nije onako kao što se priča, mislim da su puno napredovali, da se puno napredovalo u Sloveniji i zato i ima tako puno gledalca i bit će sve ljepši nogomet. Na igrišču je opaziti, da Prosinečki še ni tisti pravi, šepa predvsem fizična pripravljenost. Pa dobro, ja se ti već rekao da sam još 6 treninga, 2 utakmice cijele, sigurno da sve ide na bolje. Ja se nadam da će biti puno bolja moja fizička sprema, gdje još nisam optimalno spreman, jel, bez daljnjega. Ljubljansko občinstvo bo navduševal 2 leti, čeprav je bil pred podpisom pogodbe z eno nogo že v globokem nogometnem pokoju. Već sam mislio prekinuti, pa evo opet igram i tako, znaš kako, nama je nogomet u krvi i vrlo teško reći dosta. Mislim da se dobro osjećam i tako, sve dok kad bude mogo sad, jel. Hvala lepa. Toliko Robert Prosinečki. Preden se lotimo reprezentance, pa pogled na enajsterico kroga, ki jo ustvarjamo skupaj s kolegi iz časopisne hiše Delo. No, tudi Prosinečki v njej, v vratih pa vratar Maribora Murko, potem obrambno vrsto sestavljajo Zemljič, Jermaniš, Mulahmetović, na sredini igrišča Ristić, Vitaljano, Gregorič, Miškić ter napadalna trojka Kmetec, Prosinečki in Drobne. No in zdaj pa zares reprezentanca pred nami v soboto, natančneje tekma Slovenija-Malta. Prva tekma v okviru kvalifikacij za Evropsko prvenstvo leta 2004 na Portugalskem. Seveda smo zelo optimistični in samozavestni, sploh zato, ker je bila generalka izjemno uspešna. Na ekranu pa lahko vidite tudi ekipe, s katerimi se bomo v teh kvalifikacijah pomerili. Torej Ciper, Francija, Izrael in za začetek Malta. Najprej pa, kakšno je stanje v naši ekipi v Prašnikarjevi izbrani vrsti. Rok Tamše. Če sodimo po tekmi z Italijo, selektor Prašnikar ne bo dolgo iskal nove udarne enajsterice. Prepričljiva predstava v Trstu, kjer sta zaradi poškodb manjkala prvi vratar Simeunović in steber obrambe Knaus, je Slovenijo oborožila z optimizmom. Proti Malti je načrt zmaga. In v vsakem primeru maksimalna mobilnost za to tekmo je nujno in bo prisotna. Zasedba na štartu kvalifikacij za Euro 2004 se zdi ob odsotnosti težav s poškodbami povsem jasna. Prašnikar se pri izboru enajsterice odloča praktično, čeprav pravi. V glavnem usmeritev bo sigurno šla v to smer, da sigurno so v prednosti igralci, ki so redno na sceni. To pomeni, ki so v rednem pogonu, ki jih je možno tudi, bom rekel, spremljati. V formi si lahko
če si v pogonu. Kljub temu je jasno, da Karič in kapetan Pavlin, ki nista na sceni v Ipswichu in Portu, imata mesto v ekipi. Izkušena reprezentanta sta že vajena igralskega posta v klubih, reprezentanci dajeta vse. To bo poskušal tudi Patrik Ipavec, ki po novem tvori napadalno četverico s Cimerotičem, Šiljakom in Rakovičem. Nekako sem slutil en dan preden je gospod Prašnikar dal ven seznam, sem dobil neke določene informacije, da bi se lahko to zgodilo in na to me je bivši soigralec Tonči Žlogar prvi poklical po telefonu in mi čestital in sem se tudi veselil. Malta, mimogrede, po jutrišnjem bodo na tem sredozemskem otoku otvorili nov stadion, je sicer izgubila na generalki z Makedonijo kar s 5-0, a Prašnikar opozarja. Imajo izjemno živo napadalno vrsto. Imajo dva izjemno živa napadalca, enega Črnca in špic veznega. Praktično igrajo na nek način spredaj z dvema špicama in pol špico. Na drugi strani pa v defenzivi igrajo zelo, zelo agresivno, praktično mož moža. Malta je moštvo nogometnih anonimežev, mi pa imamo Zahoviča, Cimerotiča, Knausa. Ob resnem pristopu ne vidimo večjih težav na poti do uspeha. Sramota je le to, da morajo naši heroji še vedno igrati na stadionu pod Rtiji in da po napovedih četrtkove tiskovne konference kapetan Pavlin za 50. nastop ne bo dobil simboličnega darila, ker ga pač niso dobili niti drugi. Vsi pa seveda neizmerno želimo videti Slovenijo tudi na Euro 2004 na Portugalskem. No in za vas na spletni strani 24ur.com naslednja anketa. Kako se bo po vašem mnenju razpletla ta tekma Slovenija-Malta? Ali bodo zmagali naši, ali bodo izgubili, ali pa bo neodločeno? Torej 24ur.com lahko glasujete. Rezultati sledijo v naslednji oddaji, no že zdaj pa bomo govorili tudi o navijačih, seveda naši še kako računajo tudi na njihovo pomoč na tokratni tekmi, seveda pa se bo naša zgodba nanašala na tekmo Slovenija-Trst oziroma Italija-Slovenija v Trstu in za marsikoga sporno navijanje naših navijačev naše reprezentance, sporno, a ne za vse. Edini madež začetka, upajmo, zmagovitega pohoda slovenske nogometne reprezentance je bilo incidentno obnašanje nekaterih navijačev na prijateljski tekmi z Italijo, ki je znova sprožilo polemike o vzrokih in posledicah divjanja in celo medsebojnega pretepanja slovenskih ultrasov. Mogoče so fantje malo, ker se je ime Green Dragons mogoče bolj pojavljalo od vseh ostalih, mogoče so zaradi tega fantje se malo zapostavljene počutili, čeprav z naše strani še enkrat pravim, da smo zmer dosegli fair. Vzrok tega nasilja tu je peščica ljudi, ki jih ne moramo enačiti v eno navijaško skupino. To lahko enačimo edino v Sloveniji, rečemo, imamo 50 huliganov. Jaz moram sicer reči, da meni ni najbolj všeč, da se to dogaja na reprezentanci, ker je to slovenska reprezentanca, pa je prav, da navijamo vsi za Slovenijo, samo žal so pa stvari, ki so se dogajale v preteklosti, katerim je dosti pripomogla tudi Nogometna zveza Slovenije z napačnim oziroma privilegijem, ki so jih imeli nekateri, se pravi Green Dragons z Ljubljane, navijači. Vzrokov za neprijetne scene na stadionih je verjetno vsaj toliko kot navijačev samih, sicer pa slovenski navijači po ničemer ne izstopajo v primerjavi z ostalimi evropskimi državami. Gostovanje v Trstu pa je bilo že zaradi simboličnega pomena tega nekoč slovenskega mesta toliko bolj vroče. Ko sem sam opazoval tekmo, moram reči, da sem si samo nekaj rekel. Škoda, da nismo pred 50 leti tako ostri bili, ker bi bil Trst danes verjetno naš. Izkazali so se z dobro mero praktične, aktivne nacionalne zavesti, bom tako rekel. In so pokazali seveda tudi Trstu in tem tržaškim desničarjem predvsem, da se jih ne bojijo. Mislim, da so nekateri navijači zato, da divjajo, pa norijo, organizatorji pa zato, da jih merijo. Bolj bodejo v oči prizori medsebojnega pretepanja slovenskih navijačev na mednarodnih tekmah. Teh teritorijalnih pripadnosti je veliko. Jaz osebno, če bi me zdaj vprašali, kako se počutim, bi rekel, da se počutim kot Delavčan. Tudi za Olimpijo težko navijam. In Štajerci pa Ljubljančani pač imajo med sabo določene neporavnane račune, določena sovraštva. Treba se bo truditi tudi naprej, da se vsa ta nesoglasja zgledijo. Čeprav mogo bi povedati, da v večini drugih držav in teh nesoglasij ni uspel.
zgraditi. Upajmo, da lahko že na tekmi z Malto pričakujemo navijanje, ki je naši reprezentanci vedno znova dalo moči za postavljanje novih mejnikov v mednarodnem nogometu. Naj bo to, kar je bilo zdaj dost, pa gremo probati skupno navijati. Saj ni nujno zdaj, da smo pa vsi v enem sektorju, saj je prostora dost za vseeno. Mi na vsaki tekmi, ki je prihodna, potrebujemo pozitivno klimo, pozitivno pomoč teh navijačev in v vsakem primeru verjetno so določena opozorila, ki smo jih doživeli, tu bodo pozitivno vplivala na nadaljnji potek tega. V izogib morebitnim novim incidentom se bodo jutri sestali predstavniki policije, navijaških skupin in Nogometne zveze Slovenije, ki bodo poskušali najti skupni jezik za zagotovitev pravega vzdušja na sobotni tekmi proti Malti. Kar nekaj smo že povedali v nocojšnji oddaji, čas je, da zajamemo sapo in sfiniširamo zadnji del oddaje. Z velikim krompirčkom in veliko pijačo se kuponček dobi, ali pa kar dva, če vzameš super meni. Praski pa spraski si par in pol boš dobil od McDonald'sa dar. Krompirček, hamburger ali pa kornet, pijačo, mogoče tudi vegin paket. Sony, oblika, kombinacija digitalnega udobja, zabava, napetost, PlayStation, življenje, umetnost, jaz in moj Sony, novost, fantazija hitrega življenja, tehnologija, čarobnost mini-diska in spominske ploščice, za osvežitev vaših čutov ACS. Si želite pohištvo vrhunskega dizajna? Spoznajte Caligaris, vodilnega proizvajalca jedilnic in dodatkov za dom v svetu. Zdaj je pravi trenutek. Izkoristite 10% popust na vse izdelke Caligaris. Obiščite salone pohištva Maros. Lahko jogurtovo maslo Megle z deteljico. Sedaj še boljše, z novim, zapeljivim okusom. Izredna povezava svežega jogurta in kremnega masla. Takoj prepoznavno po okusu in seveda deteljici. In sedaj novost, kisla smetana Megli z manj maščobe. Megli. Prepričajte se tudi vi, da ni vsaka kava tropik kava. Želim si plesati z njim celo noč. Oh ne, moji lasje. Ja, kaj se je zgodilo, sestrica? Stara zgodba. Moji lasje tako hitro postanejo mastni in polni prhljaja. Za tvoje težave obstaja rešitev. Novi Head & Shoulders Citrus Fresh. Vsebuje esenco grenivke, zelenega čaja in limonske trave, ter ob redni uporabi odpravi prhljaj in maščobo. Vašim lasem se ne bo moč upreti. Dajva, zaplešiva, dragi. Novi Head & Shoulders Citrus Fresh. Nemastni in brez prhljaja, le lepi lasje. Slovenski čebelari priporočamo nakup domačega slovenskega medu najvišje in kontrolirane kakovosti. Kakšen je von plazu? Povohaj to. Meren Speed Stick Avalanche. 24-urna zaščita. Cool. Navdihnila ga je moč narave. Zaščita, ki dobro diši. Odslej tudi v obliki tablet, nova Ava, nebeško čista. Pionirski dom, Center za kulturo mladih, vabi k vpisu v tečaje tujih jezikov in v kulturno-ustvarjalne dejavnosti. Nova Ava, nebeško čista. You didn't specify that she's only renting a room. She's within her rights. What the hell are you doing in my room? I wasn't in your room. I want you out of my house! She's totally out of control. She's crazy. She's mentally ill. Open the door, you fucking bitch! TV kriminalka, popolna tujka, v sredo 20 na Pop TV. Zločin bodo rešili pripadniki newyorške policije. Vsako sredo ob 21:45. Nova nadaljevanja newyorške policije samo na Pop TV.